Ljudje nas namreč velikokrat sprašujejo, ali na evropski ravni sploh ukrepamo glede na finančno in gospodarsko krizo, da se nikjer nič ne pozna, in mi jim ponovadi odgovarjamo, da ja, da se zelo trudimo in da je tudi kar nekaj zakonodaje že sprejete, in vemo, da eden od zelo pomembnih sklopov je bolj usklajeno delo na področju gospodarskih politik, in prav o tem bomo razpravljali tudi naslednji teden. Ne o tem, kako naj bi usklajeno delo potekalo, ker to je že bilo zabetonirano v zakonodajne dokumente, ampak nam bo naslednji teden Evropska komisija predstavila, mi pa bomo podali tudi svoje mnenje na poročilo o stanju gospodarstva v Evropski uniji. No, na podlagi tega poročila, ki ga obravnavajo tudi voditelji držav članic, se potem postavijo in določijo usmeritve za naslednje leto, za oblikovanje gospodarskih in finančnih politik v posameznih državah članicah. Se pravi, to zdaj delamo za naslednje leto in to je naš odgovor za bolj usklajeno delovanje na finančno-gospodarskem področju. Komentar glede na strogo varčevanje in kako naprej. Jaz se strinjam z kolegico Fajonovo, ko je dejala, da moramo posvetiti veliko pozornosti temu, da res uvajamo ukrepe za spodbujanje gospodarske rasti. Vendar pa osebno menim, da moramo paziti tudi na strani varčevanja, kajti spodbujanje gospodarske rasti mora iti na tak način, da izvajamo ukrepe, ki ne bodo še povečali porabo javnih sredstev v državah članicah, kajti mislim, da si ne moramo v tem trenutku privoščiti še večjega zadolževanja. In jaz se prav veselim naslednji teden, ko pride v parlament gospod Hollande, se veselim pogovora z njim, ker me zanima, kakšen koncept bo on predstavil. Vemo, da Francija nima ravno gospodarstva, ki bi bilo zdaj kot nek zgled. To gospodarstvo šibi, tudi finančni sektor oziroma finančni podatki Francije niso ravno spodbudni, in jaz mislim, da kakršenkoli koncept je že, ali je bolj lev ali bolj desen, ne sme ogroziti nekega finančne dolgoročne vzdržnosti, hkrati pa seveda čim več ukrepov za spodbujanje gospodarstva. Na evropskem nivoju se moramo pa predvsem vprašati, kakšne ukrepe z razno z drugo zakonodajo še uvajamo, s katerimi obremenjujemo gospodarstvo. Včasih kar pozabimo na to medsebojno prepletenost zakonodaje.